Peteršnikov dan je za nas nekaj posebnega. Navajeni smo bili, da je k nam v teh dnevih vsako leto prihajal akademik, profesor dr. Jože Toporišič. Žal, ob iztekanju lanskega leta je od nas odšel. Veliko je storil za slovenski jezik in za našo narodno bit. Ohranili ga bomo v lepem spominu in hvaležni smo mu za vse, kar je storil za nas. Na pragu tega leta pa je naše društvo, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Peteršnika Pišetka zapustila dolgoletna predsednica Marjanca Ogorevc, ki je svoje tretje življenjsko obdobje posvetila celoti Peteršnikovi domačini in s tem tudi veliko prispevala za naš materni jezik. Hvaležni smo obema članoma našega društva in ponosni na njiju, takih članov si vsako društvo želelo. Spoštovani, predlagam, da po teh dveh žalostnih dogodkih predlagam, da vstanemo in s kratkim molkom v mislih počastimo spomin na njiju. Slava njunemu spominu. Nadaljeval pa bom z besedami akademika Toporišiča, ki je pri nas v Pišecah vedno rad izrekel naslednje. Veste, vaš Peteršnik je rojen tukaj ob izviru Gabrnice in bil doma. Jaz sem pa tudi bil rojen in doma pri njenem izlivu. In res, naš potok Gabrnica, iz katerega prižubori kot kristalna čista voda tukaj nad Pišecami iz votline Duplo, se spušča, veselo spušča po ravnini naprej na Brežiško ravan in pri Mostecu, neposrednji bližini Mosteca, se izliva v reko Savo. Voda, vir življenja in jezik življenja vsakega naroda je v tem primeru povezovala dva velikana našega jezika. Starodobnega Peteršnika in novodobnega Toporišiča. Oba pa sta zapustila neprecenljivo vrednost za naš narod, ki bo vedno vreden preučevanja, kar je že dokazal tudi naš Peteršnik, sem prepričan, da bo to tudi Jože Toporišič. In današnji Peteršnikov dan je krasno nadaljevanje včerajšnjega dneva Dobovi, ko se je osnovna šola poimenovala po doktorju Jožetu Toporišiču. Ker nimam veliko časa, že zaključujem, moram povedati še to. Na enem zadnjih simpozijev je dr. Jože Toporišič na pol šali, ampak tako ironično šaljivo dejal, vi, Pišečani, ste postavili tako lep spomenik Peteršnikov. Upam, da ga bodo kdaj tudi meni na Mostecu. Seveda, so bi komentarji, ampak jaz pravim tako. S Toporišičevim letom in z včerajšnjim dogodkom se na pobudo civilne iniciative iz Mosteca začenja uresničevati to, kar je on naredil. Še veliko dogodkov bo sledilo. Na koncu, čisto na koncu, pa se moram zahvaliti vam, dragi znanstveniki slovenskega jezika, ki skoraj vsako leto ali na kulturni praznik ali pa simpozij, takrat se obvezno prihajate v Pišece in proučujete
našo besedo, našega pretečnika, ki, kot ste že sami rekli, je neizčrpen vir raziskovanj našega maternega jezika. In današnji simpozij, spomin na Toporišiča, pod vodstvom dr. Marka Jesenška, ki je to njegovo delo prevzel, sam dr. Toporišič ga je izbral, odlično nadaljuje to delo. Tako da mi Pišeta smo zadovoljni in srečni, da smo postali tako rekoč neko leksikografsko središče v Sloveniji glede teh. Čudovite je pogledati te zbornike. Jaz sem nalač v zadnjem času malo proučeval te zbornike, dva, ki je izdal dr. Toporišič, dva, tri, dr. Jesenšek, kako je to vse zanimivo. Dalje se moram zahvaliti občini Brežice za županom Ivanom Molanom na čelu, ki je prevzel pokroviteljstvo nad današnjim simpozijem. In res velika hvala občini Brežice, sploh da naša pretečnikova domačija tako funkcionira, kajti države zelo malo predstavlja, če je že kakšen razpis, pride pa, lahko rekli, pa 10 evrov. Ampak kljub temu vprašanje tako naprej, upamo da okolje. Nadalje, hvala vsem soorganizatorjem te naše prireditve, krajevni skupnosti Pišeče, osnovni šoli Pišece, potem knjižnici Brežice z gimnazijo Brežice za kulturni program, Posavskemu muzeju, ki je letos spodbudno in hrabro prevzel izdajo zbornika, upamo, da bo prišlo do tega že v naslednjem letu, kar se močno želimo skupaj z vami, dragi znanstveniki, raziskovalci, slovenici. In seveda, hvala tudi vsem našim članom pretečnikovega društva, ki vedno takrat, ko je treba, radi stopimo skupaj, da naredimo nekaj za to, kar nosimo naslov. Društvo za varovanje maternega jezika in kulturne dediščine Maksa Pretečnika Pišece. Sedaj bo pa sledil kulturni program in prosim, če prevzamete besedo. Hvala. Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. Akcija. Čuj, sine, Kaj je ti? se ti veš, kak je v teh cajtih, ne? Nimamo gnara, pa ta starosu tak ni nič vreden. Pa sem čul, da je v 4. vasi semen, pa ga bom prodala. Pa ti si mali, pa pot je druga, zleži na osla, da ti bo lažje. Poglej, ti se ga droga. Na oslu sedi, oče pa naj se vzale vleče. Ni čudo, da je mularija danes taka, kakršna je, če pa je tako zgajajo. Pol si pa vse dovolil, kot da je cel svet njihov. Mali ne hodiš, saj je še mlad. Kaj si slišal? Pištolj, sem jaz bolj stara, što veš? Poglejte tega starega deca. Stari jaha, mali pa zadaj teče. Kakšen pa je, od ciga porjavo, tako manjtra božja pubeca. Si čul? Kaj pa žde? Ne? Najbolje, da ga ženema kar pražnega. Če nisem tadva bedaka. Osla žene pa kar praznega. Saj eden bi ga jahal, če ne oba. Kaj pa žde? Najbolje, da ga res zajahamo oba. Poglejte, te dve pošasti. Dva, mene, majhnemu sličku. Se ne bosta hrbet zlomila. Porabi notra društvo proti mučene živali. O, kakšni so danes ljudje. Eši ne vidiš, da tudi je tu, da vsem ljudem se res ne da ustreče. Nič ni prav, niti prazen osel, niti en gor, niti dva gor, niti nič. Ja, vsem ljudem se res ne da ustreče, sploh če jim je dugcajt.
pisali na svoji letnici? Gospod profesorica, kdo pa je bil Jože Topolišič, kakšno je bilo njegovo otroštvo? Jože Topolišič, Pepi, tako so ga pisali Vaščani, se je kmetu Jožefu in Jožeti, rojeni Žabkar, rodil 11. oktobra 1926 na Moštecu pri Brežicah. V ručastem naselju na Brežiškem polju, ki stoji na desnem bregu potoka Gabrnica. Ta se tik pod vasjo izliva v reko Savo, on stran 40 terne Čatež, kamor vozi Grod. Kje se bo šolo? Osnovno šolo je obiskoval v Dobovi, 3 razrede klasične gimnazije, pa v Mariboru, kamor je zgodnega Mošteca odnesel spomine na pastirske igre, Strodolni Brod, njive in Vinske gorice na obrobu Zizekskega. Šolanje v Mariboru je prekinila vojna. Topolišičeve je namreč med letoma 1941 in 1945 doletelo 4-letno izgnanstvo životarjenje v Šleziji. Jože je kljub vsemu ohranil dobro mero kmečkega ponosa in vztrajnosti v zavezanosti k maternemu jeziku. Po vrnitvi leta 1945 se je kratek čas šolal v Brežicah, nato v Mariboru. 8. razred z maturo je v šolskem letu 1946-1947 opravil na prvi gimnaziji Maribor. Leta 1952 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani dokončal študij slovenistike in rusistike, 1 leto služboval kot profesorski pripravnik na gimnaziji v Novem mestu in bil od leta 1954 do 1965 lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Vmes je v študijskem letu 1962-1963 kot štipendist Humboldtove ustanove študiral politiko v Hamburgu in leta 1963 na Filozofski fakulteti v Ljubljani obranil literarno-stilistično doktorsko disertacijo z naslovom Nazorska in oblikovna struktura Pinškarjeve proze. Mi sledite? Ja. Podrobnejšo akademikovo popisno pot bomo spoznali v prihodnjem uro. Za enkrat naj omenim, da je bil gostujoči profesor na številnih tujih univerzah, ambasador slovenistike v svetu, predstavnik in zagovornik najmodernejših jezikoslovnih in filozofskih tokov svojega časa. Nenazadnje je bil tudi predsednik strokovnega odbora kulturnega društva Pleteršnikova domačija Pišece in dolgoletni organizator simpozija Pleteršnikovi dnevi. Oba, leta 1923 umrli jezikoslovec in leksikograf Max Pleteršnik in lani preminuli profesor dr. Jože Topolišič, sta izhajala z iste občine. Poleg velike predanosti slovenskemu jeziku ju je povezoval že omenjeni foto Gabrnica. Pleteršnik je bil rojen ob njegovem izviru, Topolišič pa ob njegovem izviru v reko Savo. Kaj pa vsega njegov bibliografski opus? Najprej oči takšen integrale? Njegovo delo je bilo mnogostransko. Bil je vodilni slovenski jezikoslovec druge polovice 20. stoletja, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in avtor številnih jezikoslovnih razprav in del. Obravnaval je fonetiko, urejal oblikoslovje in besedotvorje, skladnjo, stilistiko, pravopis in pravorečje ter se ukvarjal z dialektologijo. O slovenskem narečeslovju je pisal v knjigi Portreti, razgledi, presoje. Bil je dialektolog svojega narečja. Ukvarjal se namreč na glasu Mosteca na Dolenjskem. Prav tako je raziskoval zgodovino knjižnega jezika in se predvsej ukvarjal s kritiko. Njegova bibliografija obsega prek 20 samoslovnih knjižnih del, nekaj več po soavtorstvu in več kot 1200 daljših in krajših znanstvenih ter strokovnih prispevkov. Predvsem je znan po svoji slovenski slovnici, ki je prvič izšla leta 1976 in kasneje doživela še 3 razširjene izdaje. Prav tako je soavtor 2 temeljnih slovenskih jezikoslovnih del, Slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovenskega pravopisa. Leta 1994 je prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2006 pa Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Prejel je še nagrado Univerze v Gradcu, Kidričevega sklada in Mednarodnega društva za fonetične vede. Bil je častni občan občine Brežice in nenazadnje tudi zagovornik upeljevanja novega besedišča.
izumitelja novih slovenskih besed. Gala, morda veš, kaj označuje beseda porekovanih? To je oseba, ki rada porekuje. Ne, to je bolj znan kot voklen. Ja, morda ti veš, kaj označuje beseda nakolečnik? Prepričana sem, da so to ščitniki za kolena. Dobra asociacija tega žal ne bo državna. To je prenosni računalnik. Ista zadeva, ki jo vi tako radi uporabljate. Luka, morda ti veš, kaj označuje beseda mesni krop? To je zagotovo krop, ki ni pomeni marmelada ali čokolada, temveč zmes. Bil si zelo blizu. Mesni krop je namreč hamburger. Aha, bom vedel za naslednji. To mislim, da vse da je res pregledal. Joj, mojih neumnosti je pa res videti konca. Sicer pa je to vse za danes. Nadaljujemo za predljuki. Sedaj pa je tisto na malico. Kdo ve, morda se na jedini znajde prav mesni krop. In ne pretiravajte s prekovanji ili na gorečniki, izredno popularnimi sredstvi. Raje se preprosto odločite. Hej, Petra, kak si? A res, no, veš, jaz sem pa tak. Jaz tako ponavljam matematiko, ne, in meni tako res nič ni jasno. Ni neka funkcija, kaj se ta tukaj sanja. Lej, če ne bo pravi, ne, nima v soboto, da si ne bo kino pustila. Si slišal, kako se je pogovarjala? To pa zagotovo ni bilo po pravilih slovenskega knjižnega jezika. To je sleng, neknjižna jezikovna zvrst, ki govorica ljudi iste starosti. Zelo znan je najstniški sleng, obarvanje narečno oziroma pokrajinsko pogovorno. Vsebuje veliko čustveno obarvenih in prevzetih besed, zlasti iz angleščine, včasih pa tudi iz nemščine in srbohrvaščine. Jezik se hitro spreminja. Hitreje od knjižnega jezika besede hitro zastarejo in se nadomestijo z novimi. Uporablja se v neformalnih govornih položajih. Na vaseh se sleng meša z narečjem, mesto pa s pogovornim jezikom. Če pišemo slengu, zagotovo ne pišemo pravilno slovnično. Jan, dobro me poslušaj. Mami mi je pripravila ajmovka opisala približno tako. Vzemi teleče prse in jih prebi prav. Zaprige na svetlo peter, malo mokre, preliži v koter po kuhu. Vzemi zrezane teleče prse, dodaj majaron in limona, prebi in zdinsaj, nato pa daj na mizo. Pa veselo na delo. Kateri jezik je bil sedaj to? To je žargon, prav tako neknjižna jezikovna zvrst. Govorice ljudi, ki upravljajo isti poklic ali drži isti konjiček. Jezik je zaradi rabe neuradnega strokovnega izrazja težko razumljiv ljudem druge stroke. Obstaja veliko vrst žargona, avtomobilski, kuharski, trgovski, učiteljski, zdravniški. Preprosto lahko rečem, da je žargona vsaj toliko, kot je poklica. Prepričan sem, da pri naslednjih besedah ne boš imela težav. Ustrezni par za izraz kuplonga je Sklopka. Ustrezni par za izraz mašina je Stroj. Ustrezni par za izraz bremza je Zavora vendar. Vidiš, tvoje dobro področje je vsekakor avtomobilski žargon. Latalane slaje lape late klate načne lavele, kaj dva porada nalagim slapi alat, livele mele se las lače lavnan lače mense, las lače lavele se. No, sedaj pa nisem razumela čisto nič. Mi lahko poveš, v katerem jeziku se je sporazumeval? Tudi to je neknjižna jezikovna zvrst. In sicer argot ali latovščina je jezik skriti iz družb, zaprtih družbenih skupin, govorica tatov, pretepačev in drugih prestopnikov. Jezik je namenoma zaprt, skrit, razumel le članov teh skupin. Pri igri ga uporabljajo tudi otroci, zlasti pa pajščino. Ne malokrat pa je latovščina tudi izraz, ki nastaje z dodajanjem zloga la. Že vem, kaj je povedal. Povedal je, da je danes petek, vikend. Popoldan bo šel s prijatelji v mesto, zvečer pa na koncert. Obojega se že zelo veseli. Ampak nekje se je pa zmotil, veš? Danes ni petek, šele torek je. Alo, Marko Bok, vel ti v soboto v Dulovo, pa smo mi eno tekmo pogledal. Ja, naši pa Krško špila. Ma ne vem, Mija s Tadejem bomo s Cugom šle. No dobro, vpraši mamu. Ajde, 5 dubovi. Ajde, Bok. Čakaj. Naj te prehitim, preden me svet vprašaš, za kateri jezik gre.
No, če sem čisto natančen, to niso jeziki, pač pa socialne zvrsti slovenskega knjižnega jezika. Damjana pa je govorila v moščanskem narečju. Narečje ali dialekt je jezik, ki ni knjižen in se govori na določenem zemljepisnem območju. Sloveščina pozna 7 narečnih skupin. S klasifikacijo slovenskih narečij so se ukvarjali številni jezikoslovci. Med njimi tudi profesor dr. Jože Toporišič. Raziskal je govor Mosteca in želel uvesti 8. narečno skupino. No, drugače pa moščanščina spada v štajersko narečno skupino in sicer je to kozjansko-bizejsko narečje. Pa kako vse to veš? Mar si bodoči študent slavistike, slovenistike, kako se že reče? Če bi pogledala slovar slovenskega knjižnega jezika, mimo grede obstaja tudi elektronska verzija, bi vedela, da je slavistika veda o slovanskih jezikih in književnosti, slovenistika pa veda o slovenskem jeziku in književnosti. In ne, študiral ne bom niti prvega, niti drugega, pač pa se bom pisal na študij arhitekture. Slovenski slovnici, ki pa nam je profesorica priuča slovenščine že večkrat omenila, med drugim jo preverjam tudi jaz, pa najdemo tudi podatke o slengu, argoju, žargonu, socialnih zvrsteh slovenskega knjižnega jezika, katerih so se prej sporazumevali najni sošolci, tudi v narečju. A tako, vidiš, pa sem zopet izvedela nekaj novega. Jaz pa ti lahko povem, da je bil Jože Toporišič profesor številnim generacijam slovenistk in slovenistov. Njegove študentke so bile tudi naše profesorice. Res? Tega pa nisem vedel. Še vem, s katerimi vprašanji bom naslednjič zmotil profesorico v morebitnem nenapovedanem spraševanju. Hvala učencem osnovne šole Pišice, Maksa Pleterčnega Pišice, hvala dijakom gimnazije Brežice, velik uvod je bil to v naše današnje druženje. In sploh z te perspektive je tudi dvorana čudovita polna, da za miško ni več prostora. To je zasluga seveda tistih, ki smo se danes odločili, da posvetimo dan spominju na našega profesorja, nekateri še lahko rečete tudi sodelavca, večina mladih pa na tistega, ki ga spoznavate v šoli, v razredu, preko svojih profesorjev in učiteljev. Da ne bom napovedoval vsakega posebej v vrstnem redu, pa prosim, da vsi slavnostni govorniki tako tudi prihajate za govorniški oder. Najprej bom povabil in prosil za pozdravni govor našega gostitelja, župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Ja, spoštovani, najprej seveda člani društva Pleterškove domačije, cenjeni gostje in seveda vsi danes prisotni. Danes v prvi predstavi smo videli, da življenje ne moreš vsem nikoli v sreči in seveda to tudi jaz in predvsem je vedel tudi dr. Toporišič. In pripričan sem, da če dr. Toporišič to ne bi dobro vedel, verjetno danes ne bi govorili o svojem imenu, kajti bil je človek, ki je stal trdno za svojimi stališči, ne glede na to, ali so bile marsikomu všeč ali ne, vendar prav zaradi tega mislim, da je bil neka posebnost. Seveda verjamem, da tudi zaradi tega, kot je bila včeraj rečeno v Dobovi, je tudi dokazal, da ni pomembno, ali prihajaš iz velikega mesta, z malega kraja, ampak da je pomembno, ali si dober človek, ali si sposoben. In danes lahko rečem, da praktično v občini Brežice imamo dva izjemna človeka, to je Pleterčnik in pa seveda tudi Toporišič. Prav zaradi tega seveda jaz se posebej zahvaljujem, predvsem tudi inicijativi iz Mostica, ki je spodbudila predvsem vse nas, da damo dr. Toporišiču posebej pomen. Verjamem, da ta naloga ni bila težka, kajti enostavno smo vsi pristopili zelo hitro zraven in res me veseli, da je tako veliko različnih ljudi se vključilo v skupino, ki želi narediti dr. Toporišiču seveda tudi nekaj poseben pomen.
Prav zaradi tega me veseli, da je včeraj bila imenovana šola, da se bo razglasilo Toporišičevo leto in seveda, da bo tudi današnji simpozij bil njemu posvečen. V občini Brežice seveda želimo pomagati pri tej stvari, bomo stali po strani, čeprav vsi vemo, da tudi občine prehajamo v nekaj čase, kjer ni sredstev, pa seveda, kjer so težji in težji časi socialni, vendar prav smo dokazali, da z združenimi močmi, da vsak, če nekaj prispeva, lahko veliko naredi in prav zaradi tega seveda v sklopu različnih zavodov, različnih društev, ki imamo v občini Brežice, bomo te stvari uredili tako, da bojo dostojne in seveda, da bojo tudi kvalitetne. Vsem vam jezikoslovcev se tudi zahvaljujem, ki ste danes prišli, da boste raziskovali njegova dela in verjamem, da na koncu bo iz teh del tudi prišlo neko trajno sporočilo v okviru zbornika ali kaj podobnega. Zato vsem vam seveda danes lepo počutje tu v Pišecah in verjamem, da v prihodnosti se bomo še velikokrat srečevali na takšnih ali drugačnih dogodkih. Verjamem, da tudi s tem bomo največ naredili za ime dr. Jožeta Toporišiča. Lep pozdrav in posebejte. Hvala. Spoštovani, dovolite, da vas v imenu predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika profesorja dr. Tadeja Bajda, prisrčno pozdravim na današnjih peteršnikovih dnevih, posvečenih spominu na akademika Jožeta Toporišiča. Predsednik se je veselil tega srečanja, želel je slišati naša spominjanja na uglednega akademika, pa je ostal v Ljubljani na žalni seji za pokojnim akademikom dr. Vidavom. Želi nam uspešno delo in zahvaljuje se strokovnemu odboru za slovenski jezik Maksa Peteršnika in Društvu za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Peteršnik Pišece. Najlepša hvala za vabilo. Pozdravljeni vsi skupaj še v imenu Slavističnega društva Slovenije, Stanovskega društva slovenistov in slavistov in omenjena znana vaša rojaka sta seveda pripadala temu svojemu društvu. Obenem se seveda zahvaljujem vsem domačinom za takšno gostoljubje, ki ga je društvo kot zveza društev deležna že toliko let, si naši stanovski kolegi. In seveda moram se pohvaliti, da imamo tudi zelo aktivno pokrajinsko društvo. Torej v okviru Slavističnega društva deluje tudi pokrajinsko društvo slovenistov in slavistov in zdaj se vam bo seveda, naj se mi pridruči še kolega. Hvala lepa. Spoštovani, pozdravljeni tudi v imenu Slavističnega društva Posavja v geografsko majhnih Pišecah, v vseh ostalih pogledih vse kaj drugega. Dovolite, da posebej pozdravim slovenistično in slavistično stroko, gospoda župana in vse ostale visoke goste. Posebej bi pa želel pozdraviti vse, ki ste se pojavili tu in niste vsakodnevno vezani na slovenistično stroko. Namreč Slavistično društvo Posavja si je za enega izmed glavnih ciljev zadalo približati slovenski jezik vsem, ne samo, da ne bi bila to tako ozka družba slovenistov in začeli smo z oddajanjem vsakodnevnim objavljanjem na Facebook strani, jasno brez tega danes ne gre, potem za organizacijo takšnih literarnih večerov, Peteršnikov domačiji, mislim, da nam je dobro, sicer smo pol leta stari tu v Pišecah, ampak bomo z leti tudi zrasli, jasno, ko se nas tudi kaj več nabere. Drugi poglavitni cilj, ki smo si ga pa začrtali s slavističnim društvom, je pa, da bi po zgledu naših zahodnih prijateljev, torej na zahodu Slovenije, naredili jezikoslovno učno pot, ki si jo Posavci zaslužimo. Namreč v našem SLZ rojaki, ki so neizmerno veliko doprinesli slovenskemu knjižnemu jeziku, svoje obeležja v obliki poimenovanja šol imajo že v Brestanici, torej ima že Adam Bohorič v Brestanici, Jurij Dalmatin v Krškem, Maks Peteršnik v Pišecah in kar nas neizmerno veseli od včeraj tudi Jože Toporišič v Domu.
Na koncu izrazim zadovoljstvo, da smo se zbrali v tako velikem številu. Ne pomnim, da bi nas bilo kdaj tako veliko, kar sem tu. Vsem želim, da se jasno dobro počutite v Prešicah, v Posavju in da se zvečer odpravite iz Posavja s prijetnimi občutki in dobrimi zaključki. Hvala lepa. Cenjeni udeleženci, spoštovani obiskovalci, dragi nastopajoči. Pozdravljam vas v imenu programskega odbora Toporišičevo leto, v imenu knjižnice Brežice in svojem imenu. Lani decembra se je poslovil izjemen mož. Osrednja osebnost jezikovne slovenistike, eden največjih slovničarjev v zgodovini slovenščine, akademik profesor dr. Joža Toporišič. Na večeru spominov 18. decembra 2014 v Brodarski hiši na Mostecu, ki so ga domačini posvetili preminulemu Sovaščanu, je civilna iniciativa v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec, Vladi Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo ter številnim kulturnim ustanovam po Sloveniji in v lokalnem okolju predlagala, da slovenski kulturni praznik leta 2015 oziroma celo leto v občini Brežice posvetimo spominu in delu profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Da se v roku enega leta na njegovi rojstni hiši na Mostecu postavi spominska plošča. Da se osnovna šola Dobova, ki jo je obiskoval kot učenec, poimenuje po njem. Da se na Mostecu in v Vegovi ulici v Ljubljani, v aleji slovenskih jezikoslovcev in skladateljev, najkasneje v 5 letih postavi večje spominsko obeležje in da njegovo delo, predvsem skrb za ohranjanje slovenskega knjižnega jezika, postane predmet vsakoletnih srečanj slovenistov v bližnji Dobovi in na Mostecu. Civilna iniciativa v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec, Posavski muzej Brežice in knjižnice Brežice smo združili moči in zamisli ter zasnovali ožji programski odbor Toporišičevo leto. V sodelovanju smo povabili številne organizacije, inštitucije oziroma posameznike, ki so bili aktivno povezani z akademikovim življenjem in delom. Sodelujejo še tako sinova Andrej in Tomaž Toporišič, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Občina Brežice, Posavsko slavistično društvo, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Pleteršnik Košece, Gimnazija Brežice, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Krajevna skupnost Dobova in drugi. Vsi skupaj tvorimo programski odbor Toporišičevo leto, v katerem smo pripravili okvirni program, ki v začetku obsega koledarski leti 2015 in 2016. Del prireditev smo izvedli že v letošnjem slovenskem kulturnem prazniku. Uradni začetek leta je bil 11. oktober 2015, dan, ko bi akademik obeležil 89. rojstni dan. Prav tako je s včerajšnjim dnem že za nami slavnostno preimenovanje osnovne šole Dobova v osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova. In današnji dan v Pešecah je posvečen spominu nanj, nekdanjemu predsedniku strokovnega odbora kulturnega društva Pleteršnikova domačija Pešece in dolgoletnemu organizatorju simpozija Pleteršnikovi dnevi. 19. oktobra bosta Toporišičeva sinova v Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana predala očetovo rokopisno zapuščino. Najkasneje na Petrovo junija 2016 želimo na akademikovi rojstni hiši odkriti spominsko ploščo. Na dan Posavskega muzeja Brežice sledi odprtje Posavske muzejske vitrine v spomin na profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Že letos je bil v stalni razstavi po 9. zastavljanju Posavja 1900 do 1990 uvrščen med izjemne pisavce. Zaključek leta bomo obeležili s povezavo njegove 90-letnice rojstva in 70-letnice delovanja knjižnice Brežice po drugi svetovni vojni. Načrtujemo dvodelno prireditev s simpozijem in večerno proslavo.
Pri obeležitvi Toporišičevega leta se nam bodo pridružile posamezne osnovne in srednje šole ter splošne knjižnice po Sloveniji. Vsekakor bomo vse leto izvajali razne programe za medgeneracijsko druženje in učenje, ter tudi po uradnem izteku Toporišičevega leta nadaljevali s ohranjanjem in predstavljanjem akademikove neprecenljive dediščine. Do Jezikoslovčevega 95. rojstnega dne želimo postaviti večji spominsko obeležje na Mostecu in v Vegovi ulici v Ljubljani. Prav tako se zavzemamo za vsakoletne strokovne posvete o ohranjanju slovenskega knjižnega jezika v njegovem domačem oziroma rojstnem kraju, v Dobovi in na Mostecu. Prav v Mostecu je Toporišič ostal posebej zavezan. Rad in pogosto se je vračal domov, kjer je z vaščani poklemljal v narečju, ki ga je imel tako rad, vaščanščini. Akademik profesor dr. Jože Toporišič nam bo ostal po posebnem spominu. Pod spoštovanja vreden človek, človek z veliko začetnico. V častnem odboru današnjega simpozija je ob gospodu županu in gospodu predsedniku SAZU-ja tudi rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Igor Tičar. Žal, veseli se današnjega srečanja v Pišicah, pravi, da bi bil prvič v Toporišičevih krajih Pleteršnikovih, vendar je zaradi zadržanosti v Ljubljini ta njegova želja premakne na bližnjo prihodnost, želi, da se bo lahko čim prej tukaj oglasil, našemu zboru pa pošilja dobre želje in pravi, naj bo slabo vreme, pa dober simpozij. Prvi del torej imamo 5 nastopajočih in tako kot se spodobi, začenjamo profesor Toporišič je bil akademik, z akademikom tudi začenjamo Markom Smojem, ki bo predstavil priimek Toporišič. Jaz ne bom dolg, ker pravzaprav stvar ni tako zapletena, ravno koliko se mi jezik zatikal. Priimek Toporišič, vemo iz častnega slovarja slovenskih periodikov, je bil pred drugo svetovno vojno endemičen na področju Brežic, to se pravi na področju, kjer je svojo otroštvo preživel profesor Toporišič in kot je sam povedal, izvirajo iz Dobove. Etimološke razlage besed, sploh pa lastnih imen, se je najbolj pametno, najbolj razumno lotiti za besedotvorno analizo. In sicer to pomeni, da besedo razgradimo na morfeme, ki se nam zdijo najbolj prijetni. In to počnemo tako, počnemo v obratnem vrstnem redu, kot so se besede gradile. In ker se v slovenščini besede navadno gradijo priponami, potem začnemo te pripone rezati od zadnjega konca proti začetku. Skratka, v priimku Toporišič torej ne bomo iskali zdaj, kaj je topor, ampak bomo iskali, kaj je nič. Najdemo, torej, nekako vidimo, da je tukaj prisotna pripona nič, ki tvori v slovenščini patronimike, pa ne samo v slovenščini, tako da v vseh slovanskih jezikih. Patronimik pomeni sin od. Petrič, priimek Petrič, prvotni nosilec je Petrov sin. Priimek Pavlič, prvotni nosilec Pavlov sin. Magdič, Magdin sin. Radič, Radov sin. Radoslavov. Prvi nosilec priimka Toporišič je bil torej Toporišov sin. Zdaj smo prišli do tega, da še ne vemo, kaj dosti, ne? Kaj dosti več, nismo dosti bolj pametni. Očitno je bil neki Toporiš, ki je imel sina in ta je bil Toporišič. Lastno ime Toporiš pa je v slovenščini poznano, tudi kot priimek, in sicer na območju Kranja, Maribora in Novega mesta. Ima pa ta priimek tudi pisno različico Toporš, kar pomeni, da je bil
tisti in kratko naglašen, to se pravi, da je beseda spadala v naglasniti pohod otoka, torej se danes premični, nekoč premični, in torej je bil Toporiš, Topoliša, in potem seveda nenaglašeni i pade, in dobimo Toporiš, Topoliša, iz tega se je po divergentnem razvoju zelo verjetno potem dobimo dve različici, en je Toporiš po paradigmatski zravnavi, druga je Topoliš po drugačni paradigmatski zravnavi, torej po stranskih skladnih ljudi, ko oni ti sprve. Kaj je prijemek Toporiš? Zdaj moramo torej tega razložiti. Zelo verjetno je, da je tisti iš tudi pripona in sicer verjetno, da gre za toporistično pripono, ki jo imajo tudi prijemki recimo Barbiš, bi bil Barbari, Barbinsin, Ivaniš, imamo prijemek tudi potem Ivanišič naprej, ne? Tako kot je Ivanišič. Ivaniš bi bil Ivanosin, Janiš bi bil Janosin, ne, sin, nekak hipohoristik, to se pravi dodatno označen, kot Janiš bi bil tako, Janus, ni ravno Jan, ampak je tam Janiš. Tako je potem zelo verjetno, da je tudi prijemek Toporiš, hipokoristi kot nekega vzdevka topor. In ta topor pa v slovenščini pomeni sekira. Pomeni tudi držaj sekire, to je res, ampak v starejšem jeziku je potreben pomen tudi sekira, zlasti tesarska sekira, to je tista gozdarska, drvarska, ampak tesarska. In to je tudi edini pomen te besede v drugih slovanskih jezikih, kjer se prav tako najde topor ali topor, je. Ta beseda kot imenska osnova, torej kot priimek. Vsekakor je sekira tako impozantno orodje, da lahko z njim poimenujemo človeka. Vprašanje, zakaj bi se človek poimenoval po orodju, zlasti po sekiri, možne so nekako tri domneve, ali gre za recimo nekega kovača, ker v prvotni nosilec nek kovač, ki bi specializiran za to, da je delal dobre sekire, pa se mi takole malo najmanj verjetna. Tista, ki jo jezikoslovci za primere poimenovan po orodju pravijo, da je najbolj verjetna je, da je pri svojem delu prvi nosilec uporabljal to orodje, ki se pravi, da je šlo v primeru za nekega tesarja, ki je znal dobro videti to sekiro. Jaz pa ne bi popolnoma izključil možnosti tudi, da je tudi zaradi ostrega značaja lahko nekdo bil poimenovan po sekiri. Nomen est omen, ne? Profesorja smo vsi poznali in smo občudovali njegovo ostrino. Sam je povedal, da njegov ded, da je bil še hujši. Tako da, ko pridemo do prvotnega, bi rekli, da je sekira. Seveda, ne moremo tega dati na glasovanje, kaj je res, ne? Ampak nekaj od tega bo že držalo. Vsekakor je v osnovi topor in to še hipokoristični, potem še sin, to mislim, da je gotovo res. Hvala lepa. Marko, hvala za nazorno predstavitev priimka. Sedaj pa prosim Andreja in Tomaža Toporišiča, sinova našega profesorja, da predstavita svoj pogled na to, kako je oče potoval od rodne vasi do Chicaga in nazaj. Predvsem je bil pa to izziv, ko sem sestavljal program tudi zame. Vedno sem se spraševal, kako mora biti v družini, kjer sta mama in oče slovenista,
oče je pa celo Jože Badrušič. Lepa, profesor Senček, zelo sem vesela, ker ste nas povabili, da z Andrejem nekaj poveva o očetu osebno, oziroma tej izkušnji, kako je biti otrok v slavistični, slovenistični, rasistični družini. Oba starša ste študirali slovenistiko in seveda ruščino. Potrudila sva se po svojih močeh in ko bo Andrej še uredil tehniko, tudi nekaj fotografij, zanimivo je našla v očetovi zapuščini, se bova sprehodila od Mosteca. Mostec je zdaj zelo blizu, tudi zdaj se peljala tako rekoč mimo Mosteca, do Čikaga, se bomo sprehodili seveda s fotografijami in pa z spomini in pa z enim od pisem, ki ga je oče napisal v družini in z katerega se vidi, na kakšen način je doživljal Čikaga, na kakšen način smo seveda tudi 68, se pravi v tem prelomnem letu študentskih revolucij, tudi nemirov v Čikagu, o katerih tudi pisal v družini v svojih pismih, v bistvu doživlja Čikago najprej seveda preko te pisanske korespondence. Oče zmeraj poudarjal, da moramo pošiljati vso pošto avionsko, ker drugače bo potovala 2 meseca, on je bil pa 6 mesecev v ZDA v leta 68. Potem pa seveda je ta Čikago in ta Amerika, ki ga je v bistvu zelo fascinirala, hkrati pa je bil do nje tudi kritičen, ker je opazil, da je prišlo da so v Ameriki relativno zelo velike socialne razlike, kar mu kot kmečkemu fantu, ki je izhajal iz kmečke družine, nikakor ni bilo všeč in na ta način je tudi nekoliko prokratiziral ZDA. Mogoče v enem zadnjih pisem je prokratiziral ZDA tudi zato, ker se je zavedal, da ta pisma v Sloveniji ne bere samo njegova družina, ampak berejo tudi sodelavci UDBE, s katerimi je seveda stalno imel prijetne in neprijetne stike kot vodja lektorske službe na filozofski fakulteti in je mogoče to pismo še nekoliko bolj začinil s kritiko ameriške družbe in ker so ga verjetno v Ameriko upozorili, da mora nekako malo prilagoditi se in da ne bi imel kakšnih težav potem, ko je prihajal v Slovenijo. Vsekakor pa je bila ta kritika, mislim, da tudi absolutno upravičena in izhajala iz njegovega temeljnega prepričanja o tem, da morajo imeti vsi ljudje enake pogoje za življenje in delo, ne glede na socialno poreklo, ker tudi sam sebe prihaja iz kmečke družine in bo to še toliko bolj pomembno. No, tukaj je prva fotografija, mogoče bo Andrej komentiral fotografijo. Znano se je zdelo najbolj nenavadno, da so ga upozorili profesori, da železniški postaji metroja vedno stoji en črnc, ki zahteva tistih $5 in da je treba imeti vedno v žepu $5 in je rekel, kadarkoli sem se imel za nazaj v svoje stanovanje, sem imel tistih $5 pripravljenih, on je bil tam in je rekel, give me 5 in on mu je dal $5. In stvar je bila urejena. Ni imel teh, ni se ga bal, ker smo povedali, da drugače ni varno hoditi, ampak je treba imeti ta denar sabo. Drugače pa je v Čikagu, recimo, anekdotično, zelo presenetno, ker ga je sosedna punčka vedno spraševala v angliščini, where are you going? In potem je on vesel, da je odgovarjal, mama je potregala, ne. Recimo, to je z tega velika. Zdaj, ko smo že pri Ameriki, bom kar prebral to pismo, to je bilo drugo pismo, ki ga je pisal svoji družini 3.5. leta 1968. Pisal ga je na to je zdaj kopija, drugače so bili taki zelo tanki papiri, ki so bili takrat namenjeni avionski pošti. Pismo je bilo v bistvu pismo Čikaške univerze, pa tiskovina Čikaške univerze in takole je napisal, dragi, mi vsi trije. Vidimo, da je zmeraj uporabljal slovenščine, ki je bila samo svoja. Ne? Danes sem vendar učakal pošto od vas, menda se je vaše prvo pismo izgubilo. Ali pa ste ga poslali neavionsko. Zmeraj je treba pošiljati z letalsko,
Naslov pa naj bo tak, kot sem ga zgoraj označil. Označil ga je zelo komplicirano, tukaj imamo naslov pač univerze na tiskovini, potem je dal številke in spodaj še svoje ime. In po teh številkah, ki bi mi sledili, je bo treba napisati naslov na to pismo. Vidi se, da je tukaj, da se že ukvarjal z jezikoslovjem. Sedaj je minil že mesec, odkar sem v Ameriki. Glavno sem se že privadil. Vreme je silno spremenljivo, vroče, pa hladno, rado tudi dežuje. Delam od 8 do 17, vmes grem samo jest. Posebno sprva mi je bilo kar dolg čas. Zdaj me je pa začelo delo bolj zanimati s teoretične strani. Rad bi se upeljal v generativno gramatiko, vidite, da tukaj v pismu družini že pride takoj na strokovne stvari. Rodilno slovnico je že poimenoval, rodilna slovnica po Sloveniji je to generativno gramatiko, da bom kaj modernega, da bom kaj moderniziral svoja predavanja. Potem se pa ukvarjam še z morfologijo, ki je v bistvu tudi del rodilne slovnice. Naslednje področje je fonetika. Bil sem zaradi nje v sosednji državi Louisiani. Louisiana se imenuje na univerzi v Bloomingtonu. Tam sem delal sonografom. Žal sem obdelal lahko le samega sebe, ker so posnetki, ki sem jih prinesel, seboj bili preslabi. Zato sem pa kupil papirja, ki mi ga je v Zagrebu manjkalo, tako da bom lahko nadaljeval z delom na teh glasovih kasneje. S Stenkijevičem, se pravi s kolegom, ki je potem večkrat prišel tudi v Slovenijo, je bil tudi v Ljubljani, verjetno na kakšnih slovenističnih kongresih, bil je tudi na trgatvi, mislim gospod, tukaj v Cirini, mislil je, da bo šel na svadbo, je pa potem prišel na trgatvo, kjer je delovanje, ampak je vseeno zelo živo, najprej bil malo razočaran, potem pa je videl, da je trgatvo tudi zelo živa in da je to dobro zapisno, da jest in je bil dobre volje. No, s Tenkijevečem veliko delava, marsičem sem mu že pomagal, tudi on pa mi seveda tudi veliko pomaga. Tudi v splošnem je kar dobro. Zdaj bom preskočil en del in še prebral zadnji del pisma, ki se mi zdi tudi zanimiv. Sedaj pa moram še opisati, kaj sem videl novega. Ko sem oddal zadnje piso, za vas sem bil v mestnem središču. Peljal sem se tu z železnico, 4 ure z vlakom proti severu, potem sem se pa v središču izkrcal, se sprehodil po velikih ulicah. Hiše so tam zelo visoke, na obeh straneh ceste. Poskušal sem prešteti nadstropja, pa se človeku kar zmeša. Na enem mestu zidajo hišo nad 100, ki ima več kot 100 nadstropij, to so postavili iz čistega železa. Šel sem tudi malo z glavne ulice na Stransko, ko sem se vrnil, da se ne bi izgubil. Prišel sem do železnice, ki vozi na cesto Sršansko hrup dela. Le kako spijo ljudje v tistih stanovanjih ob takih cestah. Drugici bom ogledal veliko trgovsko središče, pred tednom dni pa sem šel s kolegom v Indiano. Tam je nekoč živelo veliko Indijancev, zdaj pa so velike kmetije. Govoril sem z enim od kmetov, ki ves dan orje ogromno nivo, da mi ni bilo dolgčas, je imel na traktorju radio. Tako se ves dan vozi, ne da bi zoral več kot eno samo nivo. Hiše so lesene, iz desk, tako kot v filmu, po mojem so slabe. Ko smo se vozili, smo videli, da je okrog Chicaga vse polno cest, tudi po 4 v eno smer, 4 v drugem. Niso ne najboljše, ne najslabše, vozil sem tudi avto. Pošljite mi fotografijo, fotografirajte si in mi jo pošljite, podite še kaj na Mostec, jaz sem tja že pisal, vaš tati, Chicago, 3.5.68.
No, to so midva seveda poslušala z odprtimi očmi, ne, to je bil čist nov svet. Sicer to v generativni gramatiki so razumela čez 20-30 let, ne, ampak pa še to ne dobro zdaj, ne, ampak dobro, ne. No, torej, midva sva ga videla večinoma na fakulteti, ko je bil, sva ga videla takole, kot ga verjetno tudi poznate, iz take slike. Midva sva hodila na fakulteto z mamo urejati predvsem glede plače in kaj podobnega gor v referati. Pa zdravstvene izkaznice. Pa zdravstvene izkaznice in vedno nam je bil to tak prijeten izlet, ker sem imel gor na vrhu filozofske fakultete, je vedno bil sonce, vedno je bilo poleti in tam so bili eni fikusi in take lepe rolete in vedno so bili vsi zelo prijazni z nama, ne. To se nama je zdelo zelo veliko doživetje, dokler nisva sama prišla na filozofsko fakulteto. Drugače pa v bistvu je potem tukaj malo nekaj slik, ne, tudi sodelavci, to je gospod Bredo sva poznala kot Bredo, ne, gospod Bredo Pogorelj sva poznala kot Bredo, včasih je prišla tudi k nam, ne, ampak redko, ne. Včasih ste se tudi po telefonu pogovarjala velikrat prijazno, velikrat je pa oče tudi malo stran držal slušalko in ste se tudi kregala, tudi po kar dolgo časa. Tukaj sta bila pa v taki prijetni debati, ne vem pa zakaj je fotografija, bila tako zelo čudno obrnila, jaz sem jo tako obrnil, da imamo pred filozofsko fakulteto sedita in se zelo dobro razumete, kot vidite. Pol so bila brucovanja tudi prisotna pri nas doma, oče se je pripravil na ta brucovanja, oziroma je zelo rad hodil, ne. Tam se je zelo plesalo in zabavalo, ne, tako da to se tudi vidi s fotografije, ne. Tako da to je bil tak dogodek, ki midva nisva imela pojma, kaj je brucovanje, ampak zdelo se nama nekaj zelo nobel mora biti. Potem je kasneje je seveda to, ampak sta z mamo, ne, ko je postal akademik, sta bila slikana v prostorih akademije, ne, to je bil tudi eden večjih dogodkov potem v tistem obdobju. Moj oče se je specializiral za fonetiko v Hamburgu kot Humboldtov štipendist in se je potem dolgo časa zelo intenzivno s tem ukvarjal. In tako da so tudi, mislim, da so tudi najo kdaj posneli, predvsem je pa, kar se tiče pa izgovorjave, naglaševanje, pa zmeri mamo kot Ljubljančanko sprašval, Eva, kako bi ti temu to rekla in potem mama povedala in potem se mu zdaj, da dobi potrditev za osrednjo slovensko narečje. Drugače to Zadar je bil še ena taka točka, kjer smo veliko časa preživeli poleti, ne. V Zadru je bila ena zanimiva, mogoče prigoda. Enkrat sva šla sama z očetom na plažo, drugače sva vedno z mamo hodila, midva pa oče pa sam. In jaz sem bil seveda majčken in nekje sem ugotovil, da moram iti lulati. In sem rekel, jaz moram iti lulati. In on je rekel, kar izvoli tukaj noter, pa je tudi to hišo, jaz te bom pa tukaj počakal. Sem bil star približno 5 let. In jaz pridem ven in njega seveda ni. On je pozabil, da sem jaz tam, ker je nekaj drugega razmišljal in je odšel na plažo. In potem sem jaz nekako najdel pot nazaj. Enega sem vprašal v slovenščini, vedel sem, kje je tista neka podrta cerkev, kje je ta podrta cerkev in on je rekel tam in potem sem prišel nazaj. On je pa mirno bil na plaži, potem se je pa spomnil, da mi ni pa prišel nazaj. Ta njegova odsotnost oziroma vse čas je živel v 2 svetovih, eni bil seveda ta realni svet, kateri se tudi rad gibal, najbolj je bil realen takrat, kadar je kakšna kmečka upravila, pa druga fizična upravila, ki jih je rad upravljal delo. Drugi svet je bil pa ta svet seveda raziskovanja, kar nama je z bratom tudi prav prišlo, kadar mama, nekaj časa je mama učila v večerni šoli in takrat je bil oče, smo bili z očetom sami doma in potem se je že recimo stemnilo, mi smo bili še kar zunaj, vse ostale fante so že klicali, naju pa ni oče klical in potem sva gor prišla, on je delal v kabinetu, je rekel, sta že nazaj, pridna, recimo že pol 9, ker enostavno je živel v nekem drugem mikrokozmosu, takrat v nekem drugem času. Tako da to nam je v bistvu včasih prav prišlo, ker mama je posebej takoj opazila, ali sva tam ali ni. No in to je pa potem je pa na Bohinju, je imel pa en drugo pribežališče, kjer je bil pa v takem razpoloženju in taki opravi, bi on verjetno rekel, ne. Tam je veliko pisal, veliko delal na vrtu, skratka, tam je bil bolj sproščen, ne. Potem so pa še, mogoče tukaj malo še priznanja, ki so začela se potem v enem obdobju in so se potem nadaljevala, ne.
To je bilo tudi eden od dogodkov, da smo šli lahko v predsedstvo, takrat je bilo še, ne? Ampak smo bili že večji, kot vidite. Ne? Tako približno verjetno je to. To je slika, ki jo imava midva mogoče o njemu najbolj. Tukaj je bil največ časa v tem obdobju od 60. 70. leta je tle preživel v tej sobi največ časa. Ja, to je njegov delovni kabinet. Potem te prostore zemljepisne, po katerih se je gibal in o katerih smo seveda skozi njegova pričevanja oba tudi vstopala. V bistvu na ta njegova gostovanja po univerzah z družino v bistvu nismo nikoli šli. Iz pisem sem potem ugotovil, da nekako sta se z mamo dogovorila, da bi družina tukaj ostala. Ko je bil v ZDA 6 mesecev, so ga seveda povabili, da bi tam tudi ostal, ampak se odločil, da bo šel nazaj v Slovenijo, ker se mu je zdelo pač bistveno, da kot slovenist deluje v Sloveniji, se pravi, se mu je zdelo, da tukaj lahko največ naredi. Res pa je, da smo ga obiskali, ko je bil v Gracu, v Regensburgu, drugače pa se bomo seveda v samem zapisu oziroma spisu, tem esejističnem nekoliko bolj ukvarjala s tem v povezavi in kot nek fenomen tega nomadstva očetovega, kar je pa še mogoče zanimivo kot nek prostor, ki je bil prostor spomina za celo družino očetovo, je bil seveda to obdobje izgnanstva. Podobje izgnanstva v Šleziji, o katerem smo zmeri znova poslušali največkrat seveda tukaj na Mostecu, ko so se razgovorili seveda očej, teta, stric in ostali vaščani, ko so spregovorili tudi v nemščini, ki so se seveda tam vsi naučili v teh delovnih taboriščih in ko so v bistvu govorili o tem svojem prvem stiku z velikimi v bistvu mesti, z mestom in oče seveda imel tudi v tem pogledu, tako kot je sam govoril, precejšno srečo, medtem ko so drugi seveda delali v tovarnah, so za njega ugotovili, da ima neke sposobnosti, ki so bile birokratske narave in je potem na koncu imel ta srečo, da je delal pri zobozdravniku kot pomočnik zobozdravnikove tajnice in da je urejal njegove kartoteke že v nemščini. V nemščini so se očitno zelo hitro otroci naučili. Je pa še en zanimiv spomin, ki ga je opisal, to je, da tik preden se je pač vojna končala v Nemčiji, pravi, da je en večer preživel pri Gerhardu Hauptmannu, kamor so ga dali kot Slovana, ker so se bali, kako bo, ko bodo Rusi prišli, oče zelo dobro govoril nemško, govori seveda tudi enega od slovanskih jezikov in o tem je nakratko govoril, mislim pa, da je nekje tudi nekaj o tem pisal, kar bi bilo zelo seveda zanimivo ugotoviti. Kar je zanimivo mogoče še je to, da ko smo se s Petrom Božičem, ki je bil tudi izgnan, ki je bil v Dreznu in ki je celo opisoval te grozde, teh strahote, izgnanstva, bombardirane Drezna, se mi zdi, da pri tej populaciji, pri očetu in pri njegovih sorodnikih in prijateljih iz vasi niso tega izgnanstva jemali kot kmetje, kot nekaj, kar je bilo izrazito grozno, strašno, ampak so se radi spominjali teh stvari, ki so bile znotraj tega izgnanstva pozitivne. Česa so se lahko naučili, zelo veliko so govorili o solidarnosti, ki je obstajala med njimi kot vaščani, ki so bili izseljeni. In to se mi zdi, da je tudi en tak močen moment, ki je bil za naju tudi nekako pomemben, da vidiš, da v teh posebnih okoliščinah lahko deluješ solidarno in da ljudje stopijo skupaj, tako kot stopijo pač veliko krat na kmetih in v vasi in delujejo za dobro vseh. Edino pri jeziku bi še rekel samo to, da so se midva naučila tudi nemščine tako kot on, sicer ne v taborišču, ampak na kavču v dnevni sobi, ko smo gledali televizijo in nam je oče prevajal simultano debate, filme in vse in so na hitro usvojila po neki metodi, bi rekel, direktni nemščino, vsaj toliko, da jo razumeva, bereva, govoriva, pa seveda slabše. Toliko, verjetno je to. Hvala lepa. Hvala lepa.
hvala za to zanimivo predstavitev. Verjamem, da bi marsikdo, zdaj rečem Tomaž in rečem vajnega očeta, poznal tako, kot sta ga danes predstavila, gledal naslovnico v razredu in v predavalnici drugače. In drug Toporišič, kot smo ga poznali iza katedra, kar pomeni, da je res tako, kot sta predstavila, da je eno tisto znanstven, raziskovalni svet, drugo je pa človek, ki ima družino in življenje, kot vsi ostali. Tako, sedaj pa vabim, da nam predstavi svoje spomine na profesorja Toporišiča, akademikinja Zinka Zorko. Danes lahko mirno rečem, najstarejša med nami sopotnica profesorja Toporišiča in pri njem je upravljala tudi med drugim izpit za svoj doktorat, za magisterij in dejansko ga je tudi nasledila v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Prosim. Spoštovani, svoj prispevek sem naslovila Odličen jezikoslovec, predan profesor in iskren prijatelj, akademik profesor dr. Toporišič. Razmišljam o svoji prehojeni življenjski poti, od rojstne kaplje na Kozjaku, Ožbalta ob Dravi, Rave na Koroškem, Maribora, do domačije v Selnici ob Dravi, o šolanju v nemški in slovenski osnovni šoli, nižji gimnaziji v Rušah, na drugi gimnaziji v Mariboru in na filozofski fakulteti v Ljubljani. Rodila sem se v obrtniški družini z 11 otroki, starši so mi ostali zgled pridnosti, skromnosti in ljubezljivega odnosa do sošolika. Nekatera srečanja s prijatelji, sošolci, znanci in sodelavci so mi ostala globoko spomnjeni. Srečanja z dr. Toporišičem so me obogatila, poglobila mojo zavest narodne pripadnosti in dajala moč za izgorevanje v raziskovalnem delu. Prvič sva se srečala v Ožbaltu ob Dravi, tik pred drugo svetovno vojno, ko je prišel z vlakom na obisk z mojim bratom Jožetom, saj sta živela skupaj v semenišču v Mariboru, obiskovala klasično gimnazijo in se pripravljala za vpis na teologijo. Bila sem 4-letna deklica in ob slovesu sem mu podarila šopek marjenic. Brat je v začetku vojne nadaljeval študij na realni gimnaziji, družino Jožeta Toporišiča pa so Nemci 41. leta pregnali v Šlezijo. Po vojni sta oba maturirala na klasični gimnaziji. Študiju na teološki fakulteti takratne politične razmere niso bile naklonjene. Toporišič se je upisal leta 47 na filozofsko fakulteto v Ljubljani, na študij slovenistike in rusistike. Moj brat pa se je odločil za študij matematike na Univerzi v Ljubljani in po diplomi 10 let poučeval je matematiko na gimnaziji na Ravnah na Koroškem, nato pa do upokojitve na Univerzi v Mariboru, doktoriral je iz matematike na Univerzi v Zagrebu in pred 2 letoma je že umrl. Jože Toporišič je dokončal študij leta 52, bil do leta 65 lektor za slovenski jezik na filozofski fakulteti v Zagrebu. Na Univerzi v Hamburgu se je spopolnjeval iz fonetike in leta 63 obranil doktorat filoloških znanosti na Univerzi v Ljubljani. Od leta 65 do upokojitve 96 je deloval na filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je ustanovil posebno katedro slovenistike za slovenski knjižni jezik in stilistiko. Leta 1991 je postal izredni in leta 1997 redni član Slovenske akademije znanosti. Med številnimi priznanji za znanstveno delo je dobil tudi srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije. Njegova bibliografija obsega čez 1000 not, avtor je številnih knjig in znanstvenih razprav, strokovnih sestavkov, pisal je učbenike za srednjo, tudi osnovno šolo, bil gostujoči profesor v Gradcu, Celovcu, v Moskvi, Novem Sadu in predaval je na številnih univerzah v Evropi in v drugih državah Amerike. Seznanila sta se bliže na številnih slovenskih zborovanjih, zbližala pa na izpitih iz slovenskega knjižnega jezika po programu magistrskega študija iz slovenske dialektologije. Potrkala sem na vrata njegovega kabineta na filozofski fakulteti v Ljubljani
In najno prvo srečanje je bilo zelo prisrčno, vse se me je še spominjal kolegice s slitkami. Dogovorila sva se, da bi izpitno osnovo razdelila na 6 osrednjih poglavij. Zvrstnost slovenskega jezika, glasoslovje, besedoslovje, besedotvorje, oblikoslovje in skladnje. Za vsako poglavje mi predlagal ustrezno literaturo. Srečevala sva se vsake 3 tedne in vedno mi je pripravil vprašanja in mi priporočil temeljit razmislek pred odgovorom. Pri izvrstnosti slovenskega jezika in socialnih zvrstil sva v zbornem in pogovornem jeziku veliko časa posvetila tudi narečjem. Zanimali so ekološki podjunski govori na Severnem Popovju, v Dravski dolini na Kozjaku, pa tudi štajerska in panonska narečja. Moji študentje, slovenisti na Pedagoški akademiji v Mariboru, so v tistem času že pisali seminarske naloge o vplivu narečja pri ustnem pisnem izražanju v osnovni šoli. Največ pisnih dialektizmov smo našli pri učencih v prekmurskih osnovnih šolah, zlasti v skladni in besedni. Kot gradivo za izpit iz glasoslovja sem preštudirala vse njegove razprave o glasovih, o tvorbi, akustičnih značilnosti, o tonemih, o zamenjavi tonemske opozicije s kvantitetno-moščanskem govoru jeziškega Posavja in o izgubi tonemskosti. Pri izpitu iz besedoslovja sem posebej preštudirala njegove razprave, zlasti njegova učbenika Slovenski knjižni jezik 2 in Slovenski knjižni jezik 4. Predstavila sem mu tudi narečno besedje, zbrano za magistersko nalogo, zlasti izvorno slovensko ali praslovansko in prevzeto besedje. Za izpit iz besedotvorja sem temeljito preučila njegove študije, pa tudi študije Peteršnikove, Bajca, Rožnove in Koroška. Izpit iz oblikoslovja je bil zelo spodbuden, saj se je spraševalec razgovoril o novostih v svoji teoriji, o oblikoslovni terminologiji, o oblikoslovnih dvojnicah, o stilni vrednosti glasovnih, prozodijskih, morfemskih in naglasnih variantah slovenskega knjižnega jezika, o stilnosti oblikoslovnih kategorij, o samostalniških pridevniških besedi in tako dalje. Zanimale so ga tudi kološke narečne oblikoslovne značilnosti, zlasti končnice v sklanjavah. Ohranjene dvojine, oblike srednjega spola in naglasnih pridevnikov. Pri skladnji sem utemeljila njegove ugotovitve in novosti, tako sem utemeljila poimenovanje povedi in stavka, predstavila medpovedno skladnjo, propozicijo, hierarhizacijo, gotovostno določitev povedi, intenzifikacijo povedi, čustveno obarvanost, fonetiko besedila, stavčne fraze, stavčne člene, tipologija stavkov in tako dalje. Vse gradivo sem črpala iz njegovih razprav, iz njegove slovnice, iz njegovih učbenikov. Zanimale so me tudi skladenske narečne značilnosti. Prinesla sem več narečnih zapisov s kasetami in utemeljila tvorbo narečnih povedi, besedni red, tipično premikanje glagola proti koncu povedi v teh koroških govorih. In v svoje doktorsko delo sem vključevala tudi novosti iz Toporišičeve nove slovenske skladnje. Dr. Toporišič je bil član komisij pri zagovoru mojega magisterskega dela. Zanimala se za koroške značilnosti v vokalizmu, morfologiji in skladnji in leta 1986 je bil član komisije za zagovor mojega doktorskega dela Koroški govor v Dravskem obmenjem Hribovju od Ojstrice do Svetega Duha na Ostrem vrhu. Natančneje je želel predstavitev prevzetih besed iz nemščine, saj se to narečje govori o državni meji med Slovenijo in Avstrijo. Pohvalil je moje prizadevanje za raziskovanje do takrat še nepriučenih koroških in štajerskih severnih govorov ob avstrijski meji, pa tudi čez mejo. V lepem spominu mi ostajajo srečanje z njim na Peteršnikovih dnevih v Pišecah. Predstavila sem v svoje raziskave govorov Pišec, Lesičnika in Kapel v kozjanskem bezelskem narečju in jih v zborniku simpozija tudi objavila. Spozbudil me je, da sem na Peteršnikovih dnevih predstavila toponime v Dravskem obmenjem Hribovju, mađarizme v Mukičevem romanu Gera Božnjaš in ter njihove ustreznike v Peteršnikovem slovarju.
Dr. Toporičič me je povabil v Kostanjevico pri Novi Gorici na vseh 6 znanstvenih sestavkov, ki so se imenovali Škrabčeva misel. Svetoval mi je, da izberem za raziskavo in predstavitev Škrabčeve jezikoslovne teme, in sicer Škrabčev prikaz jata, odrazov polglasnikov v slovenščini in Škrabčevo naglasno teorijo slovenskega knjižnega jezika in slovenskega narečja ter kapelski naglas primerjave Škrabčevi. Nagovoril me je tudi, da sem na temo jezikoslovci njihova dela Škrabčevi počet pripravila razpravo o Augustu Pavlu in Oskarju Ažbotu. Po vsakem srečanju znanstvenikov sva sedla zadovoljna ob uspešni predstavitvi dela Frančiškana Stanislava Škrabca. Od leta 2003, ko sem bila izvoljena za izredno članico SAZU, do leta 1914 do konca leta, sva se vesela pozdravila na sejah drugega razreda za filološke in literarne vede SAZU in po sejah vedno posedela v sejni sobi in se pogovarjala o najnem delu. Želel je, da novi slovar slovenskega jezika še naprej pripravlja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in bil je tudi izvoljen strokovni odbor SAZU za ta slovar. Na seje je prihajal redno, aktivno se je vključeval v razprave o jezikovnih vprašanjih, predlagal za izvolitev naziv sedaj danes že tukaj navzočega izrednega člana SAZU, predstojnika ZRC-ja Marka Šmolja. Leta 2006 pa po seji odprla njegovo besedoslovne razprave in knjigom je tudi posvetil prisrčnim posvetilom in sedaj imam še tudi predstavitev tega besedoslovja, knjige besedoslovja, potem vse njegove objave v posameznih jeziku in slovstvo, slavistični reviji in tako dalje. O tem smo danes že slišali. Tako da končujem tako. Akademik dr. Jože Toporišič je pomemben tudi kot avtor učbenikov za slovenski knjižni jezik za srednje šole, 2 učbenikov za slovenski jezik in sporočanje 1 in 2. Velika slovenska slovnica je šla v 4 izdajah in uporabljala sem jo tudi pri svojih predavanjih. Z teh slovnicah so študirali moji študenti na pedagoški fakulteti, pri pedagoški akademiji. Sodeloval je tudi pri novim slovenskim pravopisu in tudi potem v pravopisu sem vodila, bi rekla, odnos do pravopisja za bodoče profesore slovenščine. Zelo koristna mi je bila vedno tudi enciklopedija njegova slovenskega jezika, v kateri so leksikonsko definirani tudi skoraj vsi pojmi njegovih jezikoslovnih del. Zadnja leta je postajal vse bolj utrujen, po sejah je navadno odhajal brez besed, z nasmehom pa se je vedno poslovil od mene tudi v decembru leta 1914. Hvala lepa. In tako kot smo danes že večkrat slišali, pogledajte, vaš čas je bil odnos s kolegi slavisti izrazito profesionalen, komaj oseben, predvsem pa strokovno. Slišimo to tudi iz spominov akademikinje Zinke Zorko. Popravljam odprej, Irena, hvala za opozorilo. Sem napačno napovedal profesorico Zorkovo, naslednica profesorja Logarja na akademiji in edina jezikoslovna sopotnica Toporišiča na drugem razredu. Hvala za Ireno za to upozorilo. Sedaj pa popravek, tako da je vse na mestu. Sedaj pa prosim še pred prvo pauzo. Iz Gradca prihaja kolega Ludvik Trničar, alfa in omega graške slovenistike. Seboj pa je pripeljal tudi, to moram pa posebej povedati, sedaj šele vidim tam med nami tudi doktorja Feliksa Bistra iz Dunaja, ki je pa, seveda, da je Ludvik ne zamiri, še večji Slovenec, ker je Dunaj večji kot Gradec. Spoštovani, dragi navzoči, zagledal sem ministra in me je malo streslo. Hvala za vabilo, dolgo sem pomišljeval, na to pa sem pristal na vabilo cenjenega prijatelja iz Tenčka, da spregovorim nekaj besed o svojem mentorju, velikem slovničarju in sistematiku, profesorju Jožetu Toporišiču,
na simpoziju posvečenem njemu, kar je zelo lepo, da ne bo že kar prvo leto po smrti pozabljen. V skromnem prispevku pa ne gre za znanost, pač pa za nekaj nedolžnih spominov, zato se povečujem. Ni skrivnost, da smo na slavistiki v Gradcu vedno se prizadevali za testno sodelovanje s kolegi Ljubljanske in Mariborske univerze. Zato smo od začetka 70-ih let, ko se je začelo uvajati slovenščina kot študijska smer tudi na Inštitutu za prevajalce in tolmače, nenehno vabili lektorje oziroma predavatelje, da so skrbeli za dodatni strokovni in jezikovni pouk. Od Toneta Pretnarja 75. leta do danes se je zvrstilo pri nas nekaj nad 40 odličnih oseb, med njimi tudi gospod profesor Toporišič, najprej kot lektor 77. leta, nato pa kot gostujoči profesor 96. leta in da ne pozabim omeniti tukaj navzočih nekdanjih naših predavateljic in predavateljev. Vidim, da je tukaj gospod Rajk, ki bi bil lahko postal še več let, pa je imel neke lovske in belske obveznosti, tako da je v 2 letih se nam izneveril. Gospa Sramličeva, prav tako jo je, gospa Dularjeva, tedaj še ministrica. Bili smo jih vseh zelo veseli. Leta 1993, po poletnem semestru, je predavala pri nas in so gospa akademikinja Zenka Zorko. Leta 2003, to sem včeraj šel gledati, pa gospod Jesenšek, ki je predaval s tako vnemo in s takim navdušenjem, da so bile vse ženske zamaknjene. Moški pa razen meni tako ni bilo, zato sem se moral v naslednji semestr še bolj temeljito pripraviti, da se nisem blamiral. Vidim na tej strani še nadaljne naše kolegice, ki so bile v vseh Trnovnikov pred kratkem, pa kolegico Vučan, ki je celo menila Toporišičeva žlahtnica, koliko se spominja. Ta naša korporacija se nadaljuje do danes in je pravzaprav ne nazadnje dosegla višek v sklopu sodelovanja mednarodnega ali delovanja mednarodnega znanstvenega inštituta na Dunaju, ki je pokrival tudi Gradec. Ne smem pozabiti omeniti dejstva, da je bila 78. leta gosteh pri nas gospa Orožen in prav ona me je nagovorila, naj se neham ukvarjati z ruščino, ki sem jo ravno tedaj končal pri tolmačih in da naj se raje posvetim slovenščini, ki da je za ta košček zemlje bolj pomembna. Sploh glede na narečno gradivo, ki sem ga zbiral vsa 70. leta na območju obirskega narečja. Rekla je, treba Boga obdelati v obliki disertacije, kajti tisto tako imenovano obirsko narečje, ki ga je klasificiral Ramovš, je bilo v literaturi bolj ali manj bela lisa. Imel sem cel kup gradiva, vrsto škatel, alfabetsko urejenih besed, besednih zvez, alpsko poetiko, edinska imena, slovar, besedila, vsega da pretek, sistema pa nobenega. Kako torej biti? Seznanjen sem bil s Kisačikovimi strukturalističnimi selami, o katerih pa glede primerov nisem imel dobrega mnenja, in za Zorčevo enkratno vzhodno podjuno in sem potem po njunem zvedu sestavil osnutek za svoje delo. Gradivo pa pokazal kolegu na stavistiki in ga vprašal, kaj naj storim, pa je rekel, meni ga daj, jaz bi že vedel, kaj storim. Sem rekel, potem pobiraško, štok pa res nagrad, tako pa ne gre. Pa mi je profesor Orožen nama svetovala, naj zaprosim za recipročno avstrijsko-jugoslovansko štipendijo in pridem v Ljubljano. Tam, da je cela vrsta strokovnjakov, ki mi bodo radi pomagali, profesor Ridla, Bezlaj, Lova in ne vem, koga je še naštela. Bog ne daj, da gre material v zgubo. Rečeno, storjeno, zaprosim, dobim, s tem pa olovim 2 muhi na en mah. Prvič mi je bila zagotovljena strokovna pomoč v Ljubljani, drugič pa štipendije, ki je bila 2-krat večja kot navadna avstrijska. Profesorica Orožen mi je preko svoje kolegice organizirala na Šarfovi za Bežji gradom celo stanovanje. In usoda je hotela ravno nasproti Toporišičevemu, tako da sem vsako noč zrl čez dvorišče v njegovo okno in opazoval, kako dolgo je mož delal in je vključil v luč. Zdaj pa končam profesorju Toporišiču.
Pridem na fakulteto, se predstavim poln strahu in respekta in pričakovanj in mi na moje začudenje povedo, da so mi dodelili kar 2 mentorja. Akademika, dialektologa, profesorja Logarja in profesorja Toporišiča. Morajo biti nesporazum, kajti nihče ne more služiti 2 gospodoma, ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. To je logika Svetega pisma. Ali pa se ne boš mislili tako, če se tako zabiti, da vam kar 2 mentorja. Na tak način, o tej vojnosti mi je seznanila tudi profesor Rožnova, ki je imela redne stike s Toporišičem, in moja hišna gospa, ki je delala pri SSKJ-ju in pogosto videvala svojega učenega soseda. Pa je že prvi teden dal sporočiti, da je moj mentor, da bo prihajal ob sredo po 5, če se strinjam, najprej, da bo prišel ugotavljati, ali se sploh splača. Bil sem zelo nervozen, moj, ko je pregledal gradivo, je dejal, zelo obetavno, a veliko boste morali delati. Rekel, to pa že, nisem se globoko oddahnil. In zdaj 3 kratke zgodbe, ki me spominjajo na svojega odličnega profesorja. Prva bolj neprijetna, ki pa se je dobro končala, se je zgodila v Ljubljani, drugi 2 zabavni pa v Gradcu. Ko sem delo v glavnem končal in se poslavljal od Bele Ljubljane, sem na fakulteti slučajno srečal še profesorja Logarja, se mu predstavil, ker sem mislil, kako me bo vesel, da se mu ni bilo treba ukvarjati z mano, pa je mož dobesedno popenil. Češ, a vi ste tisti, ki hodi na konsultacije k človeku, ki nima nobenega pojma o dialektologiji? Seveda, bil je najpomembnejši dialektolog in zaradi tega prizadet. Rekel je celo, da me je preklinjal in moram reči, da s tako reakcijo nisem računal in da sem bil tudi jaz prizadet. Na to sem se mu opravičil in razložil, da nisem sam kriv, če so mi dodelili 2 mentorja, da so Toporišiča, ki je bil lektor v Gradcu, poznava in da smo v Ljubljani celo soseda, da v mojem primeru ne gre toliko za dialektologije, pač pa za sistem in da končno taka relacija akademik v grešnik optično tako ne bi zdržalo in da se ga zaradi tega niti nisem upal nadlegovati. A tako je to bilo, je rekel. In bil je pomirjen, stvar pa pozabljena. Bilo mi je pa nerodno, torej kaj naj storim, profesor Toporišič, mi je zabičal, naj ne hodim na konzultacije, ker bom tedaj vse pomešal, saj gre za mlado dramatično šolo. In akademik tako nima časa za študente, sedi tam na Sazuju in dobiva 5000 dinarjev, več kot on, ki noč in dan dela. No, potem pa služi 2 gospodoma, če pomeš. Pridem nekoč hitrega stoje kosila, majhno zamudo predavalnico, profesor nekaj lista po stolnici, študentke pa nobene. Bog ve, zakaj se jim ravno tisti dan ni hotelo. Pravim, tralala, 3 spaci od kolegijom, počakal v 5 minut, skuham kavo in greva. Pa pravi, sploh ne pride v poštev, kaj če je kakšna kontrola. No ja, se mislim, škoda. Začel je s polno paro razkladati formantno strukturo samoglasnikov, zapornikov, zliknikov, pripornikov, na to mi je še kazal variante zvočnika V na sonogramu, več pa ne vem, napeta tema, priznam, ampak ne dovolj, da bi mi po kosilu ne začeli lesti skupaj oči, nekaj mrli sem ga še videl, ki drži pod nos stavelo sonogramu, na kar jaz zaklinkam, a ne za dolgo. No, se vlepe in predavatelj povzdigne glas, da me kar strese, saj na predavanju spite, da izpitu pa ne boste vedeli odgovora. In v isti sapi nadaljuje s formanti. Meni je bilo zelo nerovno in sem ostal buknil do zadnjega ure, potem to predavanje sem sluhal turško in rekel, naj tega nikomu ne pravi v Ljubljani, da je imel na fonetiki samo enega študenta, pa še tisti je zastavil. In nekjer od 3. generalo se je pripetila še ena vesela, ko je imel profesor neko uro svoje zadnje predavanje, je bil zelo nervozen, ker se je mi mudilo domov. Po kosilu sva se podala na vrat na nosu penzion, znosila skromno patriarko na dvorišče, kjer je stal avto, postavila kovček, škatlo pa neke vrečke okoli avto, kar se profesor misli, da bo avto najprej obrnil, tako da bo gledal proti izvozu dvorišča, na to pa šele namestiva patriarko. Ne vem zakaj, tako je bilo. Zleze v avto, pred šipom, jaz stojim na stopnicah in dajem komando, pravim naprej, na levo, še malo bolj,
naprej dol, zadnji ski do stopnišča, štop. To je bila misel moja samo. Pa je imel iz nerodnosti nastavljeno v zlatno prestavo, kar se manje večkrat zgodi, potem kar se nekam mudi. Kažem, da naprej, on stopi na plin in pulh, avto poskoči zadnji. Na vsem lepem nekaj zaškripa, zapoka in zapokota. On skozi okno, kaj pa je to, ali sem kaj povozil? Jaz počenjem in gledam, gospod profesor, povozila sem vaš kovček. Hitro izstopi, se trime za glavo in pa, kaj bo pa zdaj? Jaz bi nič ne bo. Ja, kaj bo pa žena rekla? Tiste, sploh nič ne bo rekla, ker ne bo kaj izvedela. Kovček je stal kot peca in se je razletel. Konec. Potem sem ga še moral tolažiti, da sem po taki priložnosti pri nas na Gorici povozil že 2 kuri in enega manjša, če sem rekel, da se mi je eno od kur celo zasmilila, ker sem mi moral spustiti kri. Sem rekel, vaše strajce so pa brez bolečin, tako da nič. Za konec še povem, da ne podlosni spominom, da se zelo pogrešam, ker sem ga občudoval tudi kot poštenjaka in zavednega Slovenca, ki mu ni bilo vseeno, kaj se s slovenstvom dogaja. Škoda, da ga ni več, prepričan sem, da bi bil kot ugled akademik dvignil glas tudi in ga zastavil v prid Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, ki je 14 let uspešno nadaljeval in bil pomembna strateška točka Slovenije. Gradec je bil z njim zelo tesno povezan, kot sem namenil v začetku, s čimer tudi končuje. Posrečilo se nam je pridobiti kot redne članice SZI-je Univerzo Karla Franca, Tehniško univerzo, Joanneum Research in storili smo vse, da se je v Avstriji dostojno promovirala slovenska znanost in kultura. O tem so druge države naslednice monarhije lahko samo sanjale na Dunaju. Ta renesansa, hočem zaključiti, slovenske znanosti in kulture v Avstriji je rodila slovenski bralni kotiček v Gradcu, ki ga je dr. Rajš zalagal znanstveno literaturo, z delom, večerom, no, potem pa se opite zaprli in je vse uničeno. Po zaslugi dr. Koharja, dekana, smo dobili tedaj celo edino katedro za slovenščino v Avstriji, ki je bila zelo ponosna na SZI, škoda, da ne tako tudi matična oziroma uradna Slovenija. SZI je z imenitnimi prostori pa ni več, ker je šlo vse po vodi, smo pa mi, ki smo še nad vodo in bomo spet zaplavali na skromnih plitvih valovih novega inštituta s težiščem na individualnem članstvu in storili vse, da bo slovenska znanost spet dostojno zastopana v Avstriji. Storili bomo pač, kar bomo mogli. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, profesorju Toporišiču, pa za svetel pokončen zgled znanosti in slovenstva. Hvala. Zdravljen, spoštovani auditorij. Še do zdaj ne vem, zakaj me je kolega Jesenček spodbudil, da sodelujem na tem simpoziju, ker sem mu razlagal, da pravzaprav nisem bil Toporišičev študent, ker sem samo zgodovino fizika pri njem študiral in tudi strokovno pravzaprav nikoli nisva tesneje sodelovali. Je pa tako, da sem povzetil napisal, nekaj naključi naneslo, da so se kar nekajkrat srečali in imam pravzaprav nam in na najma srečanja kar nekaj spomine. In prva taka zanimivost je bila Miklošičeva slovesnost na Dunaju, mislim, da je bilo leta 93, zdaj kolega Mister ni tu, ker je on to, mislim, da organiziral. In smo potem skupaj slučajno potovali z vlakom, 3 akademiki, kolega Toporišič takrat ni bil akademik, dr. Logar, Jakopin, Toporišič in jaz z vlakom lepo na Cesarski Dunaj. In potem je ta slovesnost menila in kolega Bister nas je povabil v kitajsko restauracijo. To je tako malo dvomljivega slovesa najbrž. In potem, ko začnejo tam streč te zadeve z sojeno omako, riževi rezanci in tako naprej, sta zlasti dr. Logar in Jakopin zelo neverno gledala tole prehrano,
In je potem kolega Toporišič rekel, ja, ne nazadnje, že toliko Kitajcev živi od tega, pa še ni preživeli. To je bilo tako simpatično sreča. Prvo najemno srečanje je bilo pravzaprav neuspešno, ker me je povabil celo po telefonu, me je poklical kolega Rajek, vem, da bi te vzhodnjake, Murka, Danke in to študirali, ni bilo pa en referat in me dal celo približen naslov v zvezi z Murkom. To, kar je pravzaprav na današnjem posledku razlagal, torej Murkovi posegi v krajinsko knjižno normo in se lepo vkljubo pripravil referat, potem pa berem programski list in tam je Rajk nastopal z nekim drugim referatom. Sploh ni bila tema niti Murko, nekaj čisto drugega, jaz takoj kličem v Ljubljano. Ja, je rekel, veste kaj, zdaj, če sem tako napisal, potem sem najbolj že imel razloge in zdaj ne bo vas spreminjala. Mislim, pač moram reči, žal, ne morem z drugo temo, pa res ne morem sodelovati, ker je bilo, mislim, do neke 3 ali 4 dneve do samega dogajanja. Ko je nekoč objavil prispevek o svojem moščanskem narečju, je uvodoma zapisal, da je našel neko zelo zanimivo metodo, s katero je kolega Rajk obdelal svoj rodni govor in da je ta metoda spremljiva tudi zanj in po tej metodi je obdelal moščanski govor, in s tem sem bil pravzaprav zelo počaščen, da je znameniti zdaj akademik uporabil mojo metodo in obdelal svoj narečni govor. Torej, v glavnem, če povzamem, Toporišič je pri meni z vsemi temi drobnimi pripetljaji utrdil sloves človeka, ki je bil velika znanstvena avtoriteta, včasih pa zelo življenjsko neposreden, prijeten in imam nam še zmeraj lepe spomine. Bom pa skušal potem v referatu mogoče še kaj dodati. Tudi neko srečanje na Škrabče domačiji je bilo zelo zanimivo. Tako kot je kolega Ludvik danes že razlagal, Rajk je imel zmeraj pretonarcev v Kuparavnu, ki smo tam peli celo. Ali pa nekoč, ko so se slučajno srečala na vlaku, očitno on večkrat potoval Dobovo z vlakom, mi dva s vlakom pa sva šla upravljati neka zidarska dela na otok Vis, ki sva potovala preko Zagreba v Split, pa me tam zagleda, dober dan, kolega reče, kam pa vi? Se rekel, je v Split. A je kak simpozij, tam sem rekel, ne. Smo pokazali, da s katerega vas je vlada veselo. Je bil presedeč. Tako, s tem bi jaz zaključil, da ne podaljšujem po nepotrebnem. Torej, mislim, da je ta spodbuda bila pač pomembna zlasti zame, da sem vodil spomine nam in potem skušal nekaj teh stvari povedati tudi vam in jih vse ponovno doživeti sam. Hvala. Tako še zadnja pred odmorom za kosilo. Andreja, tudi ti si se veliko z njim srečevala. Tokrat pa mislim, da si izbrala Slavistično društvo Slovenije. Ja, jaz bom kratka, Marko, ker če bi bilo po Toporišičevem, bi on zdaj rekel, vse so pripravili, gremo na kosilo. Je že pripravljeno, ni bilo pardona, ne. No, ampak vseeno, torej, Toporišič je bil v letih 87-89 tudi predsednik Stanovskega društva, Slavističnega društva Slovenije. In tukaj velja poudariti predvsem to, da je opravljal tukaj 3 krovne funkcije, zagotovo omenjena je bila uredniška in sicer 2 osrednjih glasil, to je prav, da vemo, Jezika in slovstva in Slavistične revije, urednikoval je pri teh 2 glasilih kar 30 let. Od 66. leta kot zanimivost do 96. ko se je upokojil. Torej, začel je pri Jeziku in slovstvu, samo takole 66-69, 5 let kot glavni urednik. Potem je od leta 69
tudi še bil pri jeziku in slovstvu, vendar je z letom 70 do 80 bil glavni in odgovorni urednik slavistične revije in potem od 80 do 96 urednik za jezikoslovje pri slavistični reviji. Skratka, ta kontinuum uredništva je spremljal ves čas. Potem smo imeli tudi recimo pobudo tam v 70-ih letih prejšnjega stoletja, tukaj so sam poudarki, da bi bila tudi slovenščina za študente nesloveniste. Ne? To je bila pobuda, da bi bila slovenščina kot tečaj, kot kurs recimo na vseh slovenskih univerzah, kot tečajni jezik za izboljševanje strokovne slovenščine. Mislim, da na teh področjih, a veste, človek malo, spominjam zdaj, ko prebira še enkrat, ažurira te letnice, tukaj gre za 40-50 let in nismo še dosegli tega cilja, kar te govorim. Tudi lektorati nihajo, upadajo in tako naprej. To se pravi, da to so bile take dovolj vitalne funkcije, ki jih je seveda Jože Toporišič upravljal v okviru stanovskega društva. To se pravi tudi jezikovna politika. No in seveda, ker mimo besedotvorja ni mogel, nikoli, je iznašel tudi besedo bobinajstvo. Torej, bobinajstvo. To je natvorjenka, je pa, to se je verjetno igral v jezi, ko je rekel, da takrat, ko je bil nekako malo ogorčen, da Slovenci pač v novi državi nismo dovolj mogoče nastopili, da bi slovenščina bila še bolj uveljavljena na vseh strokovnih področjih. No, in ta glagol biti je potem rekel, da bobinajstvo se grejo tisti, ki so vodeni. To se pravi iz glagola biti, bo, bi, naj. Torej, nikoli realizirano, nikoli uresničeno. In potem je izpeljal vam bobinajstvo, pravi, no, ampak kljub temu, recimo, da slovenščina v novi državi ne bo podlegla bobinajstvu. To je ena izmed njegovih tvorjenk iz novejšega časa, 90-ih let. Skratka, drugače pa, kar se knjižnosti jezika tiče, mislim, ko sem malo pregledala, da ravno pri teh mednarodnih komisijah, je naredil ene 3 zelo dobre preglede v namen predstavitve slovenščine pri mednarodnih komitejih, teh kongresih slavističnih, torej ene 3 preglede razvoja knjižne slovenščine in tam je dejansko izpostavil te 3 komponente, ki veljajo, še enkrat poudarjam, izkljubovanjosti za knjižno slovenščino. To je dejansko kultiviranost, ki naj bi se odražala, da bi slovenščina se govorila na vseh strokovnih področjih. Potem kulturnost v smislu, da bi Slovenci le skušali s slovenščino malo več komunicirati, najbolj seveda znotraj države, potem pa širše. Glede normativnosti je pa zanimivo, nekateri bi ga imeli predvsej, bom rekla, puristično usmerjeni, pa to sploh ni res. Torej, glede normativnost, mogoče bomo potem slišali, pa ni omejevalno obravnaval, ampak obvladovalno. V smislu ne omejevati jezik, ampak novosti spremljati, vse spremembe spremljati in jih obvladovati. To je bila bolj njegova poteza, torej obvladuj nekaj, ne omejuj, ampak obvladuj tisto novo. To je bilo to, zaenkrat v okviru stanovskega društva, zdaj pa verjetno res že zamujamo. Hvala lepa.